Pes velja za prvo udomačeno žival. Njegovo simboliko so zaznamovale naloge, ki jih je opravljal za človeka: varovanje doma pred tujci in čred pred volkovi ter pomoč pri lovu. Psa kot spremljevalca pastirjev in lovcev najdemo že v antični umetnosti. Rimski učenjak Plinij, ki je živel v 1. stoletju našega štetja, pa je še posebej izpostavil njegovo bistrost in zvestobo, ki je še v romantiki ostala ena od najbolj značilnih pasjih lastnosti, sploh v kontrastu s plitkim ali zlaganim prijateljstvom ljudi. Pes je sicer prevzemal najrazličnejše pomene, tudi negativne, kot so beda, ponižanje in nečloveškost. V kontekstu krščanskih grehov pa lahko predstavlja še lenobo, jezo, nečistost, požrešnost in nevoščljivost, saj so se psi pripravljeni stepsti že za grižljaj hrane. Kljub temu pa so v srednjem veku pozitivne lastnosti psov prevladale nad negativnimi. V svetniški ikonografiji je pes neločljivo povezan s svetim Rokom. Zanj so značilne upodobitve, pri katerih kaže na kužno rano na svojem stegnu, pes pa mu v gobcu prinaša kos kruha. Legenda o svetem Roku pravi, da je v začetku 14. stoletja v severni Italiji skrbel za kužne bolnike in nato tudi sam zbolel. Čudežno pa je ozdravel s pomočjo angela in psa, ki mu je iz bližnjega gradu prinašal kruh in meso. Pes je že v srednjem veku postal tudi statusni simbol, saj so si lovske trope ali nekatere pasme lahko privoščili le najbogatejši. V viteški kulturi je veljal za vdanega družabnika plemičev. V likovni umetnosti srednjega veka so pogosti prizori lova, v katerih psi preganjajo divjad. Tako je tudi na enem od prizorov freske Sveta Nedelja iz Crngroba. Čistokrvni psi, kot so hrti, imajo izrazito mesto v heraldiki. Običajno so črne ali bele barve, simbolizirajo pa zvestobo, pogum in čuječnost. V zbirki Loškega muzeja hranimo grb frajzinškega škofa Albrehta Sigismunda von Bayerna iz 18. stoletja. Levo nad njim se nahaja manjši ščit z dvema hrtoma zlatima ovratnicama. V vseh likovnih primerih ni vedno jasno, ali upodobitev psa služi kot simbol ali pa gre za konkretno žival, ki je portretirancu nekaj pomenila. Psiček, ki ga na skupinskem portretu družine Janeza Adama barona Erberga drži Winifrida, bi lahko bil upodobitev dejanskega družinskega ljubljenčka. Torej so bili Erbergi dovolj premožni, da so si lahko privoščili malega družnega psa. Njihova edina funkcija je namreč bila, da so bili človekovi spremljevalci, družabniki in prijatelji. Upodobljeni psiček z rdečo pentljico bi lahko bil pasme pritlikavi španjel. Gre za staro pasmo, ki je bila vzrejena za dvor in je bila v 18. stoletju zelo priljubljena med plemiči, še posebej kot ljubljenček za otroke in mlada dekleta. Mali kuža dokaj togemu reprezentativnemu družinskemu portretu doda pridih igrivosti, saj je Winifrida sicer upodobljena kot pomanjšana odrasla ženska in je na njej le malo otroškega. Poleg tega, da so bili otrokom družabniki in prijatelji, naj bi pse na portretih upodabljali tudi kot metaforo za vzgojo. Treniranje psov se je ljudem namreč zdelo podobno vzgoji in izobraževanju otrok. Oba je treba še vzgojiti, da lahko postaneta koristna.